Tako, pozdravljeni na našem zadnjem oziroma zaključnem vodenju po razstavi Nikole Smilkova, kiparjev iz Makedonije, Pogled v nebo. Na tej razstavi se kipar predstavlja z 30 deli, tako v bronu kot v kamnu, v marmorju. Predtem pa bi vas rada še pozdravila še v imenu naše direktorice, Alenke Černelič-Krošelj, ki danes žal odsotna. In pa da začnemo. Tukaj se nahajamo v prostoru, kjer predstavljamo ta dela, ki so seveda malo drugače razporejene, kot smo navajeni ponavadi v galerijah. To pa zato, ker nekako so odvisne tudi ena od druge v tej postavitvi. In tako imamo občutek, da se med seboj tudi nekako komunicirajo, pogovarjajo in tako dobivajo tudi nekakšen drugačen pomen. Pa če začnemo nekaj besed o samemu avtorju. Avtor prihaja iz Severne Makedonije in je hkrati tudi profesor kiparstva in v Štipu v Makedoniji na univerzi Goče Delčev. In za njega je v bistvu značilno to, da mu je najbližje kot material sam kamen. Zato tudi največ dela v kamnu oziroma je delal vedno največ v kamnu. In poleg tega pride k temu tudi to, da vsa svoja dela, ker nekatera se tudi po motivih, ki lahko ponavljajo tu notri, so najprej bila izdelana v kamnu oziroma zasnova se je začela oziroma je začel zasnovo v glini, jo oblikoval, potem, ko mu je bila všeč, jo je preoblikoval seveda v kamen oziroma jo prenesel v kamen, potem pa je to omogočil še odlitek v bronu. Zdaj tu je nekaj več bronastih kipov, 17, marmorjev pa je 13, tako da je skupaj 30. Pa če že govorimo o tem samem postopku avtorjevega dela, imamo tule en zanimiv kipec, ki tudi malo govori o samem nastajanju oziroma razvijanju njegovega sloga. Gre za kipec, ki je tu med zgodnejšimi po nastanku in je tudi po samih oblikah malo drugačen. To pa zato, ker lahko vidimo na njem, da so forme še precej geometrijske. Form še ni preveč mehčav in v njem lahko opazimo zelo elegantno podobo telesa, ampak je veliko več teh ostrih linij, ki med sabo ne prehajajo tako zelo mehko. Kasneje, postopoma, pa je te forme pri vseh ostalih lahko zelo dobro vidimo, začel mehčati. Če gremo naprej k tej, že lahko vidimo, da je sama forma relativno mehka, medtem ko so noge in glava še vedno ostre, oziroma še take geometrijske kockaste, skoraj bi lahko rekli. In po tem postopku nekako pridemo čez čas do teh novejših, ki so vedno bolj mehke. Pa če končamo tu, ki so najbolj sočasne oziroma najkasnejše v izdelavi, tu pa vidimo pri teh marmornih predvsem tudi to, da se je nekako iz te forme, ki je ločena, prišlo na formo, ki se v bistvu zliva oziroma gre za en kos kamna, ki je hkrati sama forma telesa in forma podstavka. Drugje vidimo lahko, da je podstavek v drugem materialu, v drugem kamnu. Tu pa je vse skupaj ena forma, tako da lahko, če pogledamo samo te dve skupaj, ker malo preskokajo z ene med drugo po mehkobi. Zdaj lahko govorimo še o sami tematiki telih kipcev. Pri vseh se pojavi ta forma ženskega telesa. Seveda je žensko telo nekako tudi najbolj pogosto, predvsem kakšni akti v umetnosti pri upodabljanju. Tako da ga vidimo marsikje, srečamo marsikje že od same antike. Tu pa je ta forma nekako predelana nekako bolj na abstrakten način, hkrati pa nam zelo dobro povedno tudi govori o tem, oziroma zelo jasno se lahko vidi, kaj predstavlja. Zelo lahko tudi s samimi linijami in s temi zasuki glave zelo dobro v bistvu tudi začutimo, kaj je avtor hotel s tem povedati oziroma prikazati. Te naslovi del samih, kot lahko vidimo, so tudi zelo povezani tudi s samim časom, v katerih so.
kipci nastajali. Za te kipce je značilno, da so nastajali v teh letih od leta 2018 do 2022. To so seveda leta, ki so bila zelo zaznamovana tudi z pandemijo COVID-19, ko se je tudi v vseh nas verjetno malo vse premaknilo, ustavilo, upočasnilo, sploh s tem kontekstu zapiranj družbe in teh karanten in podobno. Seveda je to prineslo povsem drugačno vzdušje v družbo nasploh, drugače pa je za avtorja to pomenilo tudi nek pozitivna sprememba, ker je dobil je čas, ki ga prej ni imel zaradi tega hitrega tempa življenja, da se je lahko več posvetil samemu ateljejskemu delu. In je to izkoristil in v tem času so nastala ta dela, ki so res dobila svoj čas za razvoj in so se tudi lahko tako zelo povedno in nazorno tudi razvijala, kot smo že omenili v tem slogu, od striktno abstraktne forme, ki je precej geometrijska, do kasneje te mehkejše forme, ki jo vidimo lahko tudi tule pri tem kipcu. Zdaj seveda bi mogoče lahko še izpostavili tole formo, ki je malo drugačna od vseh drugih, ker pri vseh drugih lahko vidimo eno žensko telo na podstavku, pri marmorjih je to ponavadi marmorni kamen in spodaj kamnit podstavek v temni barvi, torej gre za to črno-belo izvedbo. Kasneje, tudi v kasnejših, kot smo videli, je to vse za marmorni kos, ki se drži skupaj. Pri bronih pa lahko vidimo različne patinirane brone z raznobarvnimi kamnitimi podstavki. Tu pa lahko vidimo eno malo drugačno delo, ki pa je, ne gre za eno žensko telo, ampak je človeških teles več skupaj, ki so tako nekako v prepletu, v objemu. Zdaj, ponavadi je kar zanimivo to, ko se srečamo s tem delom prvič od blizu oziroma v živo, je zanimivo to, da je to tako majhno. Zdaj, ko bi prvič videli takšno kip oziroma na fotografiji, bi verjetno pomislili, da gre za kakšen kip, ki je namenjen kakšni monumentalni plastiki, kakšen spomenik ali kaj podobnega. Je pa tako res zelo intimno majhno delo. Gre pa za eno delo, ki ima tudi tak zelo lep naslov, pa bi mogoče s tem tudi zaključili, za srce človeštva. In to delo nekako predstavlja to družbo, ki nekako se povezuje oziroma potrebuje sočloveka za to, da obstaja in da gradi en ob drugem. In to tudi hrani naša srca in nam omogoča bolj udobno in srečno življenje kot družba.